Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in tu je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes v moji družbi gostja, ki je bolj navajena sedeti na tej strani mize. Sicer pa je res en tak multipraktik, ko sem raziskovala o njej. Pevka, voditeljica, novinarka, mama, res modna navdušenka, modna oblikovalka, ne prideš do konca. Tako da bo najbolj, da kar začneva govoriti, da nam ne bo zmanjkalo časa, z mano je Manja Stević. Živijo. Lepo pozdravljena. Hvala, ker ste si vzeli čas, da me boste poslušali. Z veseljem. Res moram priznati, da ko sem raziskovala o tebi, kaj je tista vloga, ki jo imaš v sebi najraje, ne vem, novinarka, modna oblikovalka, v tem medijskem svetu seveda, verjetno si doma prvo mama. Ja. Veš kaj, hecno mi je, ko si vse to naštevala, pozabljam, kaj vse, ker mene to ne definira v bistvu v resnici. Bolj bi rekla, da je to način življenja. Tako da že od nekdaj me zanima umetnost in sem umetnica po duši. Tako da lahko rečem, da v bistvu do vsega tega, kar si naštela, en zaključek bi lahko rekel umetnica življenja. Definitivno. Te pa to življenje vodi na res raznolike poti in v različne vloge, ne? Res je. In odkrivam še nove vloge, kar boš zvedla tudi v tem podcastu. Tako da zanimivo je, ker pač vsak dan, če si res odprt za stvari, če si odprt za to, da se raziščeš, če si odprt za svoje občutke, če si iskren do sebe in do drugih, potem te stvari kar prefrčijo tvojo pot. Pridejo k tebi. Tako je. Zdaj, kot vsakega gostjo sem tudi tebe prosila, če prineseš tri take osebne predmete. Ja, da kar takoj začneva, da se mi odpre. Prav, da se ti odpre. Ja, tako. Ko sem glih začela to, zdaj govorim, da boš zvedla nekaj novega, ker v bistvu je to res čisto sveže, v bistvu 3 dni zdaj imam jaz nek napad, ne vem, kako bi temu rekla, neke inspiracije. Nekaj imam nad glavo en list, očitno, ki me vodi in mi govori, da moram pisati. In čeprav sem že nekaj časa nazaj napisala eno knjigico za otroke, sem pa zdaj začela pisati poezijo. Aha, wow. Mislim, ne vem, če se s temu reče poezija, to so pač moje čustva zlita v, ne vem, v nekaj. Ne vem, nočem zdaj reči, da sem jaz neka poetičarka, ampak enostavno se na ta način izražaš zdaj. Kot vidiš, so črke kar lebdijo, ker sem tako hitro pisala, ker mi te ideje, jaz se uležem in rečem, zdaj pa dosti. In mi potem, ne vem, univerzum, ne vem kdo, reče, ne, še to boš mogla napisati in mi pridejo rime in moram se zbuditi sred noči. Kuli in ta zvezek imam vedno pri sebi, kupila sem ga v Parizu, obožujem Pariz, šla sem sama v Pariz in sem si vzela to eno malenkost, ker ima tudi rada japonski art, tako da ima nekaj smisla in v tej knjigici mehni sem si napisala na začetku, ko sem mislila, da bom nekaj začela pisati, pa sem rekla, ne bom, pa sem napisala, čuj, zakaj tako hitiš? Tako da, zanimivo, pa se pa odprla, lahko ti pa preberem. Lahko, prosim. Če dovolite. Ja, seveda. Tam je mogoče, ne vem, malo mi je narobe, veš, kaj težko brati nekaj, kar si napisal. Dobro. Ja, nismo sami, čakaj. Kvocient meri se tudi v veri. Onkraj Mavrice na velik se šopiri. Čustveno stanje vzeto na znanje. Nikoli spisalo ni zadnje poglavje. Od začetka do konca dolga je pot. Vmes pa se barvice šilijo sprot. Tako, ena taka. Nekje, ko sem poslušala tvoje intervjuje, si dejala, da ponavadi pišeš oziroma se najbolje izražaš, kadar pride iz kakšnih teh ljubezenskih trpljenj in da ko boš nehala pisati, boš srečna v ljubezni. Torej je to prišlo spet iz Dobro, kje si to prebrala? Ja, to še jaz sem presenečena, kako resničen je to. Ja, mogoče, ne vem. Veš, kako nesrečna ljubezni, kako ni ti rečem. Ni na meni, da v bistvu nisem jaz tukaj z namenom, da iščem ljubezen. Ljubezen bo prišla do mene, ko bo pravi čas, ko bo prišla prava oseba, ki bo znala samo dati sebe meni in jaz tej osebi. Tako da v bistvu to ljubezen, ki jo iščem, je v bistvu ljubezen do sebe in to moram najti in velikokrat in še se zanemarjam, hudo se zanemarjam in mogoče sem zdaj na neki poti samoodkrivanja in bi raje rekla, da zdaj ne. Ja, tista trditev mogoče je nekoč veljala, zdaj je pa bolj
odkrivanje svoje poti in potem, ko ti odkriješ neke resnice o sebi, ki so lahko kruto realne, takrat pride ena taka katarza in moja katarza so te pesmi očitno zdaj, ki sem jih napisala v 2 dneh, ne vem, 10. In praviš, lahko tudi sredi noči pride ta misel. Sredi noči. Včeraj sem se ulegla, sem rekla, zdaj pa dosti. Napisala sem to sem predvčerajšnjo. Pa sem včeraj začela še eno pisati in sem rekla, dobro, zdaj pa je dosti, zdaj pa dovolj, zdaj bom pa spala. In potem je prišla še tale. Širino vesolja čutiti se da, a v njem prostora ni za dva. To ogromen je vakuum, črn, temačen, a kljub temu neskončno privlačen. Leteča figura samo v breztežnosti, kot zrno graha nepredstavljive mlečne poti. Strah premaga ga občutek varnosti. Ta pa vprašanje skroji. Se sem vrnemo, smo od tod prišli, tako se zdi, tako se zdi. Je nekakšno odkrivanje sebe, ne? A so časi taki, a si mogoče ti v takem življenjskem obdobju? Jaz mislim, da eno, da so časi takšni, drugo je, da sem jaz od nekdaj takšna bila, tako da mi je zdaj kot en tak velik relief, da so vsi tudi na tej poti in mi je blazno to všeč, ker se mi zdi, da je to edina pot ljubezni in odkrivanja samega sebe, da si lahko potem boljši do drugih in da je svet lepši. Tako da, če bi se vsi imeli radi, pa vsi razumeli, odkot izhajamo, pa koliko mehni smo v tem prostranem vesolju, potem bi bilo vse veliko lepše in bolj romantično. Saj ne, da ne bi prišlo do raznih trena, ne? Ampak se mi zdi, da ne bi bilo tako surovo in hudo, kot je zdaj nasplošno gledano na svetu. Ja, te vojne in te stvari. So kar težki časi. Ja. Zdaj drugi predmet, no? Drugi predmet, zlata verižica oziroma obesek, ki mi ga je naredila Olga Košica. V bistvu gre za, to je bilo nekoč belo zlato, ja. Imela sem uhančke in komplet z enim srčkom na verižici. Belo zlato, ki mi je babica podarila za konec srednje šole oblikovne, ko sem končala. In potem je moja babica umrla in jaz nisem vedela, kaj ne s tistim nakitom, ker je bil malo tako 90-ta, pa nisem jaz toliko 90-ih, jaz sem ta 90-ta doživela in ne moram zdaj biti v 90-ih. In sem nekako rekla, želim pač nositi ta trajen spominjen, ampak ga hočem preoblikovati in mi je naredila iz tistega belega zlata, rumeno zlato, dodala znak vodnarjev, ker moja 2 otroka sta vodnarja, in njen kamenček, ki pač predstavlja moja babico. Predala novo življenje. Ja. Ona je bila pa dvojček po horoskopu, tako da ona dva sta pa vodnarja, tako da je nek dvojen pomen s tem njunim znakom vodnarja. Pa verjameš v te astrološka znamenja, da nas definira dan, leto, na katerega smo rojeni? Kaj pa vem? Ja pa ne. Malo sem skeptična, ker nisem... Meni se zdi, da če ti vso upanje polagaš na nekaj, kar piše v zvezdah, potem ti malo pozabiš graditi na sebi. Enako bi lahko rekel za vse te čustvene poti, ki grejo ljudje čez z raznimi psihoterapeuti, z raznimi, ne vem, ljudmi, ki gledajo v kavo, ki šlogajo. Če res se temu popolnoma odpreš oziroma zaupaš, lahko skreneš na čisto eno tako drugačno pot odkrivanja sebe, ki je lahko malo egoistična. Tako da te stvari jaz malo z rezervo jemljem. Definitivno malo verjamem v karte, to ja, ker si velikrat vržemo karte za štos. Ampak ne do te mere, da bi rekla, da me definira, bolj me pomiri, če je kaj treba pomiritve, ker moj je ni pa da bi svoje življenjske odločitve stavila na te stvari. Ne, to pa definitivno. Ti zdi, da imaš vajeti v svojih rokah. Mislim, vzamem vse z eno tako zdravo mero skepticizma, kar se mi zdi, da je prav, glede vsega. Samo tako bom rekla, še da nadaljujem to misel, da teh vseh te terapije, psihoterapije, te neke stvari, moš tudi vzeti z enim takim zdravim razumevanjem, da mogoče pa vseeno je treba pogledati iz druge perspektive, ker ponavadi vedno ti psihologi govorijo, bogi, ne, ti si bogi in te v bistvu konstantno po ramenu in imaš travme od otroštva. Da ni tvoja krivda, ne? A veš, včasih ne rabiš reči, da je tvoja krivda, ampak lahko pa odkriješ, da si sam sprožil kakšno travmo v življenju. To verjamem.
Zdaj, ti tudi vodiš pogovore na Planetu in tam imaš pa res kopico zanimivih gostov. Hvala. Res velikokrat pogledam take različne teme od posmrtnega življenja, ravno zadnjič sem gledala. Velikokrat te gostje se spravite v jok. Zdaj, kako zbiraš te gostje? To so verjetno tudi teme, ki so ti blizu. Definitivno. V bistvu prvič je prišla nekak želja od vodstva, da bi naredila tematsko oddajo petkovo, vedno bolj tabu teme so bile v bistvu a priori, tako nekak želja vodstva. Malo sem se tega ustrašila, ker v bistvu, kot vemo, tabu tem je dokaj veliko, ampak ko se enkrat končajo, se končajo. Tabu teme ne moš ti sam sprožiti, narediti, ne. Tako da v bistvu sem potem iz te tabu malo probala iti globje v razumevanje človeka, se pravi, vedno gledam ne samo, da je nasplošen tabu, da je nekaj, kar je prepovedano čudno, ampak gremo v ozadje tega in probam raziskati, kaj pa je tukaj in se ustavim na eni stvari, recimo, ne vem, na čustvenem stanju moških ali pa zelo veliko vedno bolj me zanimajo ta čustva, vedno bolj se mi zdi, da tudi vsi hrepenimo za tem, da bi razumeli, in je veliko zanimivih sogovorcev, ki odlično lahko kakšne teze podkrepijo, pa tudi, ko se vržem jaz v to, jaz tako uživam, jaz res 4 dni samo gospoda Google sprašujem, pa vrskam po svoji glavi, kaj bi me še zanima, tako da je ena taka terapija. Si odprtega uma do teh stvari, nisi tako skeptična, vedno pripravljena na te zgodbe? Vedno sem pripravljena, zato ker kot novinarka res verjamem v to, da nasproti tebe sedi nekdo, ki pač legitimno v nekaj verjame, in jaz mu absolutno na tej strani dam vsaj to spoštovanje, da mu dam možnost, da pove in možnost, da mene prepriča v nekaj, in jaz grem tja, ko se usedem popolnoma neobremenjena s tem njegovim vidikom. V bistvu me samo zanima, kako je prišel do tega. Jaz sem pač raziskovalka. Vedno pa daš tudi malo te osebne note, opažam, kar mi je res všeč. Prav zadnjič sem gledala, ko je bila ne vem, ena gospodična Ana, ki je videla mrtve, nekaj v tem smislu, in potem si jo vprašala za svojo psičko in potem je bilo zate konec vodenja, ker je tak čustven moment se je zdel. Kako si doživljala to takrat? Ja, ne vem, nisem pričakovala, da bom tako nekaj tazga rekla, in ona je mene v bistvu, moja Daleska je vedno mene čakala. To ni bilo, ona je rekla, čaka, dokler ti ne boš odšla. V smislu, da čaka, dokler jaz ne bom ostala, ker je konstantno hodila za mano in kjerkoli sem bila, se je usedla. Ona se mi je 2krat v življenju izgubila in 2krat je šla po poti, kjer me je vedno čakala, ali pa je vedela, da mora pred trgovino čakati, ker jaz sem jo vedno imela brez povodca. To je bil pes, ki je bil zelo, zelo, zelo pameten, in ona je znala počakati, tako da nekaj je bilo na tem. Pa je bilo pa še bolj čudno, veš, kako smo nehali, ko so kamere ugasnile. No, se to me zanima, kaj je bilo pa potem, mi smo videli samo tisti vrhunec. Potem pa je prišlo do nekega nenavadnega piskanja, ki se nikoli ni zgodilo še v studiu. In potem so v režiji, kaj je to? In so rekli organizatorki, Monika, izklopi se, ne? In ona, nisem jaz, ne vem, kaj je to. In ona, no, vidite, duše. Tako da nekaj je bilo na tem. Zelo zanimivo. No, še tretji predmet, prej sem mi nisi hodila povedati, kaj je. Ustav me, ker sem iz ene misli v drugo. Hvala Bogu dovolj časa, tako da ne rabim prekinjati. Pač ne. No, to je pa v bistvu, jaz zelo obožujem slovenske oblikovalce, in Julija Kaja Hrovat je moja tudi dobra prijateljica, in to je njen, v bistvu, kaj bi rekla, kimono plašč iz nove kolekcije, ne vem, če se vi, ki je bil na Fashion Weeku, imenuje se Kaos, njena kolekcija, je res čudovit kos, ki sem ga v bistvu, takoj, ko mi je pokazala predpremierno kolekcijo, še pri njej v studiu, sem rekla, tole bo moje. In enostavno, prinesla sem ga pa zato, da razložim, da koliko pomembno je, da kupuješ stvari, ki imajo nek večji pomen. Jaz sem pač umetnica, kot sem rekla, in zato mi je njena umetnost zelo blizu, ker je zelo ekspresivna in v bistvu sploh ne veste, koliko enih matematičnih enot je tukaj noter. To so v bistvu njene skice, ko je raziskovala, kako bo naredila celo kolekcijo. In tukaj so, to bi lahko bilo v etnografskem muzeju, tako ne rečem. No, tukaj so pač naša kulturna dediščina, ona je raziskovala Murano, ona je raziskovala druge bogove, rojstvo sonca, in to so vse njeni
Mislim, to je dizertacija, to je diplomska naloga. To ni, naredila sem neko obleko, flikala na gor neki barvitka ali pa neki črno-belga pa je. Ampak je zelo premišljeno, globoko, sporočilno, čudovito. In ko nosiš en tak kos, ne vem, se počutiš sam kot del te umetnosti, ki jo tako zelo ceniš. In jo res cenim. Si pa letos tudi sama hodila po modni pisti, ne? Kakšna pa je bila ta izkušnja? In kako je sploh prišlo do tega? Tako reka, jaz sem bila zelo počaščena, ko mi je kaj rekel, jaz sem pa mislila, da bi letos ti bila na moj, jaz ko kaj, oj. In ja, sem bila zelo počaščena, jaz nobenemu izzivu v življenju ne rečem ne. Zelo jo imam rada, zelo jo spoštujem, bilo mi je velik ponos in sploh nisem niti pomislila, da bi rekla ne, to sploh ni prišlo v enačbo. Pol pa, ko se je to dogajalo, sem tako počutila, sem se ful dober, super, suvereno, vse krasno, to je pa še lahko počela, sem se pa videla. A si nisi bila všeč? Ne. Pa kdo normalen si je všeč? Mislim, jaz se tudi ne morem gledati na televiziji, jaz ne morem to gledati, to je grozen. Zanimiv poklic izbrala glede na to. Poklic je mene našel, tako ti bom rekla, nisem si ga izbrala, jaz sem res hotela biti v bistvu v zaodrju, kar večina ne ve mogoče, sploh zdaj v teh svojih letih, 42 štejem, in enostavno sem hotela biti v ozadju, ker to željo po nekem izpostavljanju, potem, da bi bila jaz neka zvezdnica nečesa, sem jaz že prebolela. Jaz sem to imela, ko sem bila mlajša, priznam. Imela sem onih 5 minut, da hočem biti slavna in me je to tako rapidno v bistvu zapustilo in sem ful vesela, da me je, ker to pomeni, da sem sama sebi nekaj priznala in da je fajn, da sem šla čez to izkušnjo in da sem v redu, da sem dozorela. In sem hotela v bistvu biti urednica in v ozadju delati in v režiji sedeti, ampak sem bila nekaj časa, pa sem me pa kar rekla, no, ti pa boš prišla kar pred kamere. Imaš nekaj? Ne. Ja. Tako, pa pač bom. Ne. Ampak, kot si rekla, uživala si, ko si hodila po modni pisti, uživaš pred kamero, se pravi, nekako si našla svoje poslanstvo. Tako bom rekla, ne vem, poslanstvo, mogoče, mislim, sam služba je na koncu dneva, ne. Vem, da ne bom imela večno, tega se zelo zavedam, tako da moram že zdaj vklopiti razum in vedeti, da mogoče kaj bom potem delala. Jaz sem mama 2 otrok, samska, z njima, tako da jaz moram imeti finance. Jaz, če ne bom imela financ, ne vem, kje bomo in kako bomo. Tako da mi je to v bistvu primarno služba, ki jo rada opravljam, ampak vem, da bom mogla počasi razmišljati še o čem drugem. Počas. Sej ne, da bi šla zdaj, super mi je. Samo ne vem, veš, kako je televizija. Si pa te ni. Se je zredila, malo je stara, dajmo jo odstraniti. Ampak si pa delala dolgo časa tudi na tej drugi strani medijev, intervjuje za revije. Ti je to ljubše? Ne vem, če mi je ljubše, tisto mi je bilo malo teže, iskreno, ker jaz tako ne maram nadlegovati ljudi. Tako nisem v teh tračih, tako me ne zanimajo neke te, veš, zuno. To je meni vedno, mogoče ne vedno, no kot sem mislila, da to more biti del nekega pogovora. Pa sem pa v bistvu odkrila, da to me absolutno ne zanima. Me bolj zanima čustveno stanje vzadaj za nečem. Zakaj je človek tak, kot je? Tako da če nekdo začne, rečem, ne vem, ubran nekoga, ki je mogoče v tej zgodbi slab, rečem, kaj pa če ima ta človek ta problem v življenju, pa mi ne vemo, ne poznamo ga, da ima se ne tako pogovarjati. Tako, pač meni se zdi, da je to izguba časa. Tako da zaradi tega mogoče pisanje tega dela ne. Če bi bilo pa bolj ekspresivno, v smislu kakšnega dobrega intervjuja z res zanimivo osebo, to absolutno ja. Pa manj pač talent iz toliko malo teksta narediti 3 strani. Tako da nekaj je na tem, na pisanju definitivno. Vendarle se pa tudi sama kdaj znajdeš v teh trač naslovih. Nažalost. Videla sem zelo tak klikan članek, je bil tisti, ko so, verjetno je bilo z konteksta vzeto, da si ne moreš privoščiti dopusta z 2 otrokoma. To vem, da se je klikalo in delilo. Tudi sama si komentirala, mislim, da na Instagramu. Kaj je ozadje sploh tega članka? To je, draga moja, kako ti rečem, novinarka, ki je brala nek članek v neki reviji, poleti mi je priznala, tako je to napisala, da je ona potem kar tam malo povzela. In jaz rekel, in potem smo mi videli ta naslov in smo vsi se pač, najprej smo se vsi smejali. Pa sem pa jaz tisti dan ugotovila, da je v bistvu to zelo škodljivo, kar je naredila. Tako da
ni bilo lepo, tako da še vedno čakam opravičilo. Mislim, ne, da si ga želim, ampak bi bilo lepo, tako bom rekla. Ker se mi zdi, da res imati nekaj iz konteksta res ni novinarsko, no. Sorry. Pa poznaš me, lahko me pokličeš kadarkoli, ali pa postaviš vprašanje prek SMS-a, maila, kakorkoli, vedno bom odgovorila. Jaz sem takrat rekla svoji kolegici še iz tistih novinarskih časov, ko smo se pisali, je rekla, te lahko vzezjav, sem rekla, lahko, kaj jim boš vprašala, je rekla, to pa to, sem rekla, ja, počitnice, poletje, kam boš šla z otroki in jaz, kakor sem taka, da pač veliko govorim, kot vidite, pa grem iz enega skačem na drugega, pač, ker mi misli delajo 100 na uro konstantno. Sem rekla, ja, na koncu sem zaokrožila, da enostavno ne vem, kaj bom zdaj letos z morjem, ker karkoli gledam, pa da sem dala eno ponudbo in da sem ugotovila, da koliko je drago, da za mamo, ki ima 2 otroka, je 1400 €, ne vem, preveč za en hotel, da se mi zdi to noro, da sem iskala cenejše variante, mogoče ne znam iskati, ampak da enostavno bom raje otroke za ta denar, ne vem, jima bom privoščila kaj drugega, kakšen lepši spomin, bo cel mesec zabaven, bomo šli tja, bomo delali to. Tako da, pol da je bilo to vzeto iz konteksta, da jaz ne zaslužim dovolj, je pač popolna laž in jaz to ne bi nikoli izustila. To je vseeno moja služba, ki jo spoštujem. Samo jaz vem, kako je meni tam, vse imam v pogodbi, vse je podpisano, vse je razumsko. Tako da, če ne bi bila srečna, ne bi bila več tam, ne? Se pravi, nekako so malo vzeli iz konteksta in je radala cela... Zelo iz konteksta, ja. Pa si kontaktirala to novinarko? Ja, sam nekaj se mi, če lahko prosim vsaj naslov spremeni, ker je čist nekorekten in čist nepravilen in slabo luč, v slabi luči kaže v bistvu hišo, za katero delam in za katero stojim in jo imam rada. To stoji moja družina. Ja. Ja. Seveda pa imaš doma tudi 2 sinčka, dvojčka. Ja. Večkrat si že omenila, no, da si v bistvu pač sama skrbiš za njih, oziroma imata verjetno kako z nekdanjim partnerjem deljeno skrbništvo. Ja. Kako naporno je, no, prej smo malo se zataknili te teme. Včasih loviš samo sebe, si organizirana. Mogoče imaš kaj pod mizo. To je lahko dolga zgodba, ampak kako ne ti povem. Težko je. Ravno zadnjič, ne vem, evo, 2 stvari ti bom povedala, ker sem jih videla tako v procesu gledanja na Instagramu. Ker rada gledam te kratke filmčke, kakšne duhovne, pa tako neka razumevanje nečesa. Sem 2 stvari skočile ven. Ena je, da je res toliko težko, toliko težko biti za vse sama, res. In ne vem, vedno se s tem borim, kako biti sama pred njima. Ker ona da sta moja 2 največja pokazatelja tega, kakšna oseba sem. In v velikih, ali pa skoraj, ne vem, 50% te poti, ki jo imam z njima, se počutim tako kot večina imam, kriva za veliko stvari, nedorasla, neprimerna, tako smo ženske, ne? Sploh pa, če si postavljena v kot in sama, sicer jaz sem si izbrala to pot sama, pa prav, da sem si jo zaradi drugih razlogov, ampak s tem sem pomirjena. Samo ne moreš vedeti, dokler nisi dejansko v tem, kako težko je. In da zelo malo se govori tem, koliko težko je, pa kako se počutimo krive skoraj konstantno kot mame. In čeprav moj bivši mož je pa enkrat dobro rekel, kar manj nas, pa vse ne sikiri, tako in tako jih bomo nekako zajeli. Tako da to mu dam pa popolnoma prav. Sam je tako, če se ti do 6. leta neki vzorci naredijo menda, tako kot so se meni, naprimer, sem zdaj šele ugotovila, zato je prišla ta pesem Vesolje drugače ven, mislim pesem, ko sem napisala, da v bistvu si ti, ko si mejhan, si travmo skreiraš, če nimaš določene stvari, ki jo ne znaš kot odrasel ker ga nimaš skomunicirati s sabo, si narediš iluzijo nečesa in moja iluzija je bila, da nisem ljubljena, recimo. In jaz moram zdaj razbliniti to iluzijo, da nisem ljubljena, ker vem, da sem bila ljubljena, kljub temu, da nisem imela tega pa onega pa tretjega. Tako da pač najlažje je kazati, ne?
Tako da bom rekla, da tudi upam, da ne bosta kazala name ali pa na očeta in zato probam z njima govoriti malo bolj odraslo, ker je mogoče lahko malo kruto na čase, počasih mislim, da pretiravam. Pa potem jo objamem, rečem, nič ne skrbeti, to so samo odrasli problemi, nič ne bo, vse bo v redu. Ker hočeš kot mama zaščititi, ampak veš pa, da se bojo začeli problemi, vidiš karakter svojega otroka, ki, ne vem, ima podoben vzorc, ki misli, da ni ljubljen, ker ima enkrat taska, tako da je dedno, ne, ali se je pa sam to zmislil. In jaz ga moram zdaj prepričati, da je ljubljen. In jaz mu moram polagati na srce, da je ljubljen vsak dan. To je zdaj moja naloga. Ampak najprej moraš pa sam sebi v bistvu dopovedati, da si ljubljen. No, sej to. To je cel začaran krog. Sej to. No, in sem šla to hipnoterapijo, ki jo priporočam vsem, to je pa noro. Kako pa to izgleda? No, to je ta vesolje, ki sem ga razložila v tisti pesmi, ne. V bistvu, jaz sem šla nazaj, to je hipoterapija, ti greš v hipnozo in je terapija v hipnozi. In ti greš, jaz grem vedno, mislim, zdaj sem šla dvakrat na to, ker mi je bilo blazno zanimivo, če ne iz drugega. Nisem šla tako kot to bo pa zdaj rešil moje probleme, ja, vse bom videla, ampak sem bila baluno, strah me je bilo, da ne bom nič videla, ne. In sem bila skeptična in sem šla v to in sem šla zdaj drugič in sem rekla, se tudi, če ne bo nič, sem pa vsaj se malo sprostila v 2 urci med pogovorom. In jaz sem se res znajdla v enem prostoru, menda, da eni grejo tudi nazaj v trebuh. Prav v maternico. Ja, tako, menda je veliko teh stvari. Jaz sem šla do 2. leta, potem pa iz tistega me je vleklo v nek prostor. Mislim, jaz ti to zdaj govorim, zato ker jaz pač sem zelo razumsko bitje, kar se tega tiče in mi je šokantno, pa hkrati se mi pa ne zdi tako zelo čudno, ker vesolje je neskončno. Jaz sem bila v enem prostoru, ki ti ne znam pisati, je bil čist črn, temen, mračen, ampak nisem imela občutka strahu, bolj je bilo občutek te grandioznosti, sem čutila z obeh strani, ne znam ti povedati, kot da mi nekaj objema, ampak je milijarde kilometrov stran. Taka ena moč nekega, ne vem, kot neke energije, ki gre tako, ne vem, ne znam ti razložiti. In jaz sem lebdela in v tistem, kaj je to, v paniki me je ona vodila, ne, ta terapeutka, in sem v bistvu prišla do tega, da sem se čisto sprostila in potem je ta prostor postajal vse manjši in jaz sem nazaj 2 leti stara. Mislim, jaz sem bila v vesolju, razumeš, mislim, z umom, če ne z drugim. Pač. In pa sem se vprašala, a je to tisto, kjer smo prišli in kamor gremo, ker v bistvu sami smo, sami se rodimo, sami gremo. Tako da je logično nekako, da si samo v nekem svojem univerzumu, ko si tam in da je lepo. Si se lepo počutila? Lep občutek je. Varen, nič ni, tam ni misli, tam ni ničesar, varno je, samo lepa energija in to je to. Torej priporočaš? Lej, ne vem, kaj je bilo to. Nisem pa malo strašno. Nisem, lej. Dobar. Zdaj mislim, da je čist počelo. Prej si omenila, kako težko je pač biti vseeno sama z otroci. Imaš kakšno to podporno mrežo, prijateljice, da se lahko na njih zaneseš, ne vem, kakšno varuško. Vsekakor je težko biti sam, še za dva na konec konca. To nekako, kar se tiče varstva, nekako speljujem z očem, pa malo z mojo mamo občasno. Ampak probam biti čim več z njima, če mi le uspe. Trudim se, da pač smo čim več skupaj. Kar se tiče pa podpore, tako čustvene podpore, imam pa definitivno novo družino, ker jaz klasične družine v pravem pomenu besede nisem imela in sem si jo mogla narediti in najti. Tako kot sem si mogla svojo sredino najti, svoje življenje. In imam res občutek, da bi to tako en tak dar, ki sem ga dobila iz tega univerzuma, Bog, karkoli že je, da res imam okoli sebe iskrene, lepe, čuteče, inteligentne ljudi, ki me vsak dan tako presenečajo. Sploh moje punce, to je kamen. To so take ženske, da sem lahko sam ponosna, da z njimi sedim, res. In da si toliko delimo in da znamo vsa čustva dati na papir in da si znamo iz vseh strani pomagati. S čemerkoli, finančno, čustveno, kadarkoli, to je res kakor zmaga v življenju. Kaj pa mogoče počneš takrat, ko si vzameš čas čisto zase, kaj narej počneš? Ustvarjaš, pišeš, kreiraš, spiš? Ja, ko sem jaz sama, to se moram še naučiti izboljšati.
Zato, ker jaz sem rada skozi aktivna, meni kolo skozi dela, jaz moram skozi nekaj biti v nekem stiku, čim sem jaz, ne vem, čim je kakšna nedelja, pa še praznik, je meni zelo težko biti sama. Meni pa še otrok ni, recimo. Meni je to grozen občutek in ne maram tega občutka, zato ker vem, da bom potem od kavča do hladilnika, kavč, hladilnik, kavč in pa kar neki preveč začnem razmišljati, padam v neko mini depresico, tako da ne znam še čisto biti sama, 100% sama, ker ne vem, kaj naj sama sabo delam, ker mi kolesje konstantno poganja in vem, da moram imeti trenutek, ko sem mirna in ko sem sama sabo, ampak jaz res moram skozi biti v neki akciji, meni se ne more v bistvu umiriti, ne more se mi umiriti Tako da moram na tem delati. Kakšna meditacija bi prav prišla? Si že poskusila? Ne še, zato ker te meditacije se tudi tako bojim, zato ker meni je vse kar tako dolgotrajno, pa kar ni tako takoj hiter, mi je tako Rada so rezultati takoj. Takoj čustva, takoj vse povedati, takoj, dajmo na kavo povedati vse, da zdaj vem, da lahko spim, pač dajmo tako, da jaz to vse, preden grem spat, da že vse to razčlenim, da si povem, ne, dobra si, v redu si, da imam eno tako rutino, da jaz ne smem iti spat, če nisem ok. Dobar, to je zelo v redu. Rutina. Upam, da mi ratuje. Nič Manja, počasi smo prišli do konca najnega pogovora, ampak jaz za konec vedno pripravim mene 3 časopisne naslove, ki nekako napovejo prihodnost, oziroma jaz ugibam, kaj bi se z mojim gostom lahko zgodilo v prihodnje, pa potem pokomentiramo, če je možno, da bomo to brali, prav? V vesolje ne bom šla, sem že bila. Tako da nas prvi je takle. Manja Stević svojo pogovorno oddajo podira rekorde. Bi sprejela ponudbo, da imaš v smilu? Ja, smislu, to sem imela v mislih. Jaz sem tudi že malo namigala nekomu, da mogoče pa ne bi bilo tako samo, če bi imela pogovorno oddajo. Da bi malo razširila ta koncept. In koga bi res najraje gostila, koga si želiš spoznati v živo in izprašati do kosti in spoznati ga kot človeka. Verjetno je kakšna taka oseba. Ponavadi kakšen, ki se ga na smrt bojim, ki se mi zdi tako overqualified. Kakšen antropolog mi prije napad, ali pa antropologinja, ki je velikrat prvs. Mislim, da vem. Recimo, njo bi na smrt se bala, po moje nje, pardon. Ali pa, če koga jaz tako zelo spoštujem, veš, koga bi povabila. Jaz sem imela eno malo slabo izkušnjo. A imamo sploh cajt? Ja, kar. Jaz, ko sem začela delati na televiziji, jaz sem delala na RTV, ne vem, če to ve kdo, Dobro jutro sem vodila in v bistvu kratek čas, ker sem bila najprej vremenarka, potem sem pa vodila. In mene je takrat Ljerka Bizilj kar malo vrgla na tisto, zdaj pa plavaj, ne? In jaz sem bila med morskimi psmi in sem mogla plavati in jaz sem bila, ne vem, 21-letna smrkaca, ker nisem nič vedela v televiziji in nič in strah me je bilo in sem jaz povabila v goste oziroma dobila v goste Vlada Kreslina. In Vlado Kreslin je bil v mojem otroštvu prisoten, zato ker je bil naš sosed in smo veliko čuvali njegovo mačko in moja mama je bila kolegica z njim. In jaz sem takrat naredila neko revijo, sem pisala in moja mama mi je povedala kakšne take zanimivosti iz njegovega življenja. Ena od teh je bila tudi, da je vedno govoril, da mora biti bradica stara 3 dni, da je ravno pravšna. Pač nek joke. In jaz sem rekla, to bom uporabila, ker se mi zdi tako zabavno, da to reče, ker sem pač taka, jaz iz teh stvari črpam nek pogovor, ki se mi zdijo človeške in zmotljive in cool. In jaz mu to povem v velikem žaru navdušenja, da kaj bo on zdaj rekel. In on je bil čisto šokiran, jezen. Kaj me pa to sprašuješ, kakšen je to intervju v živo? In jaz sem takrat naprej tak strah pred Vladom Kreslinom, da je to grozljivo. Tako da jaz bi njega, ker sem čisto rdiča, jaz bi njega povabila samo zato, da se strahu znebim, ker jaz vedno delam stvari. Jaz vedno delam stvari, ki se jih na smrt bojim, čeprav na to bogan smrti pa ne bom šla.
Pa s padalom tudi ne bom skakala. Ostale stvari pa ja. Torej, Vlado Kreslin in soočanje strah. Pa še nikoli v vseh teh letih se nista srečala? Srečala sem se, sem jaz tako bežim pred njim, da ti ne znam povedati. Nekoč te bo nekje počakal. Dej, nekaj. Pa tako simpatičen mi je, pa fluga vam rada. Ja, zgleda zelo prijetno. Fluga vam rada. A veš, to je najhuje, da sploh nimam sovraštva do njega, ampak sem tako, sem res neumna. Joj, klanjam se ti, Vlado Kreslin, prav imaš, daj me tam kot me, da je nisem, I'm not worthy. Nikoli ne bi rekla, joj, največji strah. Zanimivo. No, potem pa drugi naslov, mogoče lahko povežava. Še en skok v glasbene vode, Manja posnela duet, ki ga ne boste pozabili. Mogoče pa lahko to z Vladotom združimo. Moj, a si predstavljaš? Bradica stara 3 dni, rekla mi je na oddaji jutro. Ne, prej sem se dotaknila, no, bila si tudi pevka eno kratko obdobje. Imaš neizdan album, sem celo zasledila. Ja, lepi njo, kako ona dobro zna brska. Kje smo zdaj s to pevsko kariero? Nikjer pod tušem pojem. Veš, kako lepo žvrgolim. To je to. Spremno na laž. To je moj stereo. To je to. To je to, mogoče bom pa s kakšnim reperjem posnela, ko sem duet. Ok, repanje. Ja, why not? Ok, potem pa še tretji naslov, tudi tega smo se danes že dotaknili. Nov družinski član v družini Stević, 4-nožni prijatelj je prišel nepričakovano. Vem, da si se težko poslovila od svojega Definitivno bomo imeli 4-nožnega prijatelja. Sem že zelo v iskanju zadnji mesec pa pol, ker meni brez psa ni življenja. In definitivno iščemo in zdaj se odločamo, kaj bi imeli. Ja, bi tudi posvojila, ampak po drugi strani pa imam nekega dolžnika oziroma dolžnico, ker je moja Dalaska skotila 3 mladičke in v bistvu mi en pripada, se pravi ne tisti, ki so oni že razporejeni, seveda to je bilo leta nazaj, ampak zdaj mi pripada nov pes iz kakšnega legla in zdaj se ta oseba ne ukvarja več s tem, tako da imamo mal čakam. Ali pa kakšnega pudlčka, jaz si že od nekdaj želim pudla. Sej vem, posvojiti moram, sej bom šla na konec posvojiti, samo pač lahko sam ti želje. Želje vedno morajo biti in vedno so. Tako da upam, da bomo brali, no, da pričakujete novega člana. Všeč mi je to, kaj si ti predvidela zame. Všeč? Ja. No, me zanima, če bomo kaj od tega doživeli in videli. Jaz upam, da bomo. Ja. Predvsem, da se te izpolni vse, kar si želiš. Hvala. Tebi tudi. Hvala. In da se še kdaj vidiva. Ja, prijetno je bilo s tabo poklepetati. Čist preveč ljušten. To je bil Šokcast. Hvala, da ste bili z nami.